Dober večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. V nocojšnji poslanski pisarni je z nami v studiu VTV vaše televizije in seveda tudi z vami poslanka Slovenske demokratske stranke, SDS-a, gospa Jelka Godec. Dober večer. Večer. Mogoče začneva, gospa Jelka Godec. Kako pravzaprav se nekdo, ki je sicer v poklicu zelo uspešen, odloči, da se bo podal na politični parket? Jaz moram reči, da takrat, to je leta 2014, ko sem šla na volitve, so me izbrali oziroma predlagali v občinskem odboru, da so bili pomisleki vsekakor, ker ko sem bila direktorica Ljudske univerze Šentjur, pravijo dokaj uspešno, no, moram reči, da je bilo tako, no, in da sem v tistih 7 letih mandata, potem že 8, dosegla marsikaj, torej uspešnost na različnih razpisih, torej ta javni zavod je rastel. Ampak nekako v nekem obdobju potem začutiš, da po toliko letih pa mogoče obstojiš na nekem mestu, da korakaš na mestu, da ni več nekih novih idej, svežih idej in da je čas, da greš naprej. In pač ta pot v politiko, glede na to, da sem bila v občinskem svetu, da sem bila aktivna v samem odboru SDS-a v Šentjurju, je bila tudi nekako nadgradnja tega mojega političnega dela in pač odločitev je bila po eni strani lahka, po drugi strani težka, ravno zaradi tega, ker bila je služba dobra, ampak mislim, ni mi žal, no, ni mi žal, da sem šla v to in da sedaj pač na političnem parketu delujem, poskušam maksimalno dati vse od sebe, tako v prejšnjih službah, vedno. In je to pač to, no, in s tem tudi sebe nadgradiš, svoje lastne cilje povečaš in slediš pač temu, kar si zadaš v življenju in greš naprej. Moraš iti vedno naprej, no. Se mi zdi, glede na to, da ste profesorica fizike, matematike, informatike, da so to zelo eksaktne vede, a ne? Da tam je tako, politika zna biti zelo spolzka, zelo neeksaktna. Ja, zdaj sem tole, no, sem sam profesorica fizike, nisem matematike, sem učila tudi, ne, tako da je z tega tudi, ja, in pa del informatike, ja, to so naravoslovne vede, vendar morate vedeti, da jaz mislim, da mi to zelo pomaga pri branju zakonov, spoznavanju zakonov, ker vsi zakoni, ki jih država piše ali pa pripravlja, bi morali, pa ne vedno, temeljiti na naravnih zakonih oziroma na neki, mi pravimo temu, zdravi kmečki pameti, ne, in se mi zdi, da če si naravoslovec, če imaš te eksaktne, pač na teh področjih deluješ kot fizika, matematika, nekako lažje, z manj kompliciranja, z manj birokracije poskušaš zakon napisati ali pa dati predloge za amandmaje ali pa zakone, ki bi resnično sledili tistemu, kar ljudje potrebujejo, torej realnemu svetu. Se mi zdi, da tisti, ki so bolj družboslovci, potem, predvsem pravniki, no, ampak to malo v šali, potem te zadeve tako zavijajo s toliko podrednimi stavki in dodatnimi obveznostmi, da potem časih zakon popolnoma neberljiv, kaj šele, da se izvaja v realnem svetu. Tako da jaz mislim, da to človeku, če je na naravoslovnem področju, zelo, zelo pomaga. Je pa res, da je politika spolzka, da moraš biti tudi, se mora znajti, ne, in politična govorica je čisto drugačna kot ta naravoslovna, ne, ki je točno, ampak je pa zelo veliko, če bi bilo več takšnih, mogoče naravoslovcev, stvari mogoče malo drugačne, če na svoj mlin peljem. In zdi se, da ste se nekako, ne glede na to, da je malo včasih spolzko, da ste se na tem političnem parketu dobro znašli, da ste nekako vedno bolj prepoznavno ime tudi SDS-a? To verjetno povejo ljudje oziroma to najbolje vedo drugi. Jaz pač upravljam poslansko funkcijo kot vsako drugo delo. Torej, to je za mene delo, želim opraviti dobro, zavezala sem se konec koncev volivcem, tudi sama sebi. Zadala sem si določene cilje, torej, da bom v Državnem zboru delovala suvereno, da bom zagovarjala svoje prepričanje in prepričanja seveda vrednote stranke, katere zastopam in tudi volivce, ki jih zastopam.
Zdaj, če mi to uspeva, da ali ne, pravim, to bodo povedali volivci, to pač državljani vidijo. Je res, da mogoče sem malo bolj izpostavljena, ker se pač ukvarjam tudi z zdravstvom, ki je danes zelo pereča tema. Dostikrat povem tisto res, kar mislim konkretno, brez dlake na jeziku, čeprav se včasih sliši zelo kruto, ampak takšno je življenje in v bistvu Državni zbor bi se morali prenesti res glas ljudstva, torej te volilne baze, kot mi pravimo, ne, jih ne zanemarjati in jih poslušati in pač prenašati te njihove težave oziroma probleme reševati, ker konec koncev tisto, kar v Državnem zboru sprejmemo, to čutijo ljudje, ne, na lokalni ravni. Čeprav kdo pravi, ja, kaj nam vi pomagate v Ljubljani, sej nič ne občutim, kaj vi tam delate. Vse to, kar mi tam delamo, vse te zakone, ki sprejemajo, na koncu občutijo ljudje. Posredno ali neposredno, ne. Tako da pravim, to, če zdaj sem bolj prepoznavna, sem vsaj vesela, no, mislim, da me ljudje opazijo, torej je moje delo nekje zaznano in vidno. Mogoče še stavkom ali dvema ostaneva pri stranki. Bili ste izvoljeni tudi za podpredsednico stranke. Delujete pa tudi še na tem lokalnem področju, a ne? Zdaj na lokalnem področju nisem več v občinskem svetu, no. Sem pa še vedno podpredsednica občinskega odbora v Šentjurju, podpredsednica tudi stranke. Ta funkcija mi je bila zaupana, no, jaz sem zelo vesela. Poskušam tudi tu na tem področju, no, delovati suvereno in pač zastopati vrednote stranke na lokalnem nivoju, pomagati odboru k prepoznavnosti, pridobivanju novih članov in pa seveda tudi z različnimi nasveti, pomagati tudi svetnikom v občinskem svetu oziroma z določenimi predlogami, kaj izboljšati tudi na lokalni ravni. Pa seveda, kadar me vprašajo, kaj na državni ravni, recimo, kakšni zakoni se sprejemajo oziroma pač pomagam tudi, no, z nekimi nasveti in razlago kakšnih zadev. Na celjskem področju imate tudi ženski odbor, ste tudi tam aktivni? Ja, na celjskem območju je več odborov, no, od Rogaške, Šmarja, Šentjur, Celje, Zreče, tudi zraven, no, tle sem predsednica regijskih ženskih odborov. Moram reči, da tudi tukaj, no, sicer malo slabše, bom rekla, trenutno funkcioniram, ampak poskušam pač se te obveznosti izpolniti, te ženske nekako tudi obveščati o dejavnostih, ki se dogajajo na državni ravni, tako na stranki kot Državnem zboru in jaz mislim, da no, je ta del tudi eden izmed seveda obveznosti, ki jih sicer res poskušam maksimalno izvesti, ampak pri vseh teh funkcijah včasih kakšna stvar malo zamre, ampak z pomočjo vseh ženskih odborov je zadeva zelo dobro funkcionira. Če se zdaj preseliva v Državni zbor, nekako naloga vsakega poslanca je, da deluje v določenih delovnih telesih. Ste vi lahko delovna telesa izbrali, kjer boste delovali? Ja, na začetku mandata je bil pač, smo dobili, da strani vodje poslanske skupine, da damo predloge, torej, kjer želimo, v katerem odboru delovati. Tako da jaz sem v bistvu v odborih, ki sem si jih želela, razen recimo odbora za kulturo si nisem želela, ker tudi delujem, tako da ja, pa zdravstvo tudi ne, no, čeprav zdaj jaz sem si izbrala v bistvu šolstvo, ki je bila moje področje, torej odbor za šolstvo, potem odbor za delo, socialo, zraven sem pa potem dobila še odbor za kulturo in odbor za zdravstvo. No, odbora za zdravstvo si v bistvu nisem želela, ker zdravstvo sem vedela zelo malo, no. Ampak zdaj je pa zadeva ravno obratna, da delam manj na področju, ki je moje področje po profesiji, torej odboru za šolstvo, in delam veliko več na odboru za zdravstvo. Tako da ja, sem v 4 delovnih telesih in pa vodim tudi to parlamentarno preiskovalno komisijo za ugotavljanje nepravilnosti pri nakupu žilnih opornic, torej v zdravstvu, korupcija v zdravstvu v bistvu. In pravzaprav je bila nekako ta
če rečeva, skupina ustanovljena, komisija, pravzaprav če se prav spomnim na pobudo poslancev SDS-a, NSI-ja in pa poslanke in poslanci skupine nepovezanih, ste nekako vložili zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave prav glede korupcije v zdravstvu, in tukaj ste se potem zelo angažirali. Ja, gledajte, mi v Slovenski demokratski stranki smo že konec leta 2014 in začetku leta 2015, celo leto 2015, zelo veliko opozarjali z različnimi sklici sej, tako odbora za zdravstvo kot državnega zbora, plenark, na temo korupcije v zdravstvu. Vedno več smo dobivali od anonimk do različnih pisem zdravnikov, tudi bolnikov, kaj vse se dogaja v zdravstvu. No, in ker na te naše opozorila, priporočila vladi in sklepov koalicija ni reagirala, nenehno zavračala tudi vlada, češ, da je korupcija v zdravstvu ni, da zadeve so urejene, se bodo uredile določene. Smo pač uspeli zbrati 30 podpisov, kar je redko, kar pomeni, da je ta predlog za preiskovalno komisijo s 30 podpisi ni bilo potrebno glasovati, torej je avtomatsko zadeva sprejeta po poslovniku in je bila ta parlamentarna preiskovalna komisija potem ustanovljena, mislim, da bo zelo leto dni, no. Torej maja, mislim, da je bila potem potrjena, no, na državnem zboru, maja 2016, tako da zdaj eno leto v bistvu delamo na tem. Je pa res, da kot sem potem tudi bila izvoljena, no, potrjena strani državnega zbora za predsednico te parlamentarne preiskovalne komisije, drugače v tej komisiji je še 6 dodatnih drugih članov, torej vse poslanske skupine so dale svojega člana, tako da nas je 7, jaz sem predsednica in tako kot sem prej rekla, vsako stvar želim narediti 100% in tudi tukaj v tej parlamentarni preiskovalni komisiji je ogromno dela bilo vloženega že v samem začetku, pred priprave, pred zaslišanji, zdaj potekajo že zaslišanja prič in moram reči, da mi je zelo veliko časa vzela ta komisija, oziroma mi ga še jemlje, no. Kje ste recimo zdaj v sami komisiji po slabem letu dni, rekli ste, že potekajo sicer zaslišanje, kaj pa se je recimo za vse tiste, ki mogoče niso tako spremljali, zdaj zaslišanja so zanimiva najbrž, prej pa ne, nismo niti toliko vedeli. Ljudje mislijo, da smo leto dni v bistvu, oziroma do januarja, ko smo začeli zaslišanje, da smo, ne vem, papirje zbirali, tako naprej. Ja, zbirali smo gradiva, ne more začeti zaslišanje brez gradiv, torej do septembra, gledajte, maja je bilo ustanovljeno ta komisija, potem je bilo potrebno dati vse te sklepe oziroma zahteve za gradiva, torej gradiva z bolnišnic, iz nacionalnega preiskovalnega urada, komisije, v glavnem vseh, kar se meni zdelo, da potrebujem gradivo, da dobim, kaj se na tem področju delalo, tako da smo do oktobra v bistvu zbirali gradiva, da sem lahko potem od oktobra do nekje začetka decembra gradivo pregledala. Zdaj ne vem, če si ljudje predstavljajo, ampak to je recimo, tega gradiva je, kaj naj rečem, 50 fasciklov, polnih je gradiva, to so vsa javna naročila iz UKC Ljubljana, iz Maribora, Celja, različna dokumentacija od dobaviteljev, torej potrebno je bilo pregledati vse te zadeve, vse cene primerjati, vse stente primerjati, da smo v decembru začeli zaslišanje in potem zdaj v januar, februar, marec potekajo najprej zaslišanja prič. Torej, poklicali smo vse tiste na zaslišanje, ki se je iz dokumentacije videli, da so bili vpleteni v javna naročila za žilne opornice, torej nabavne službe, direktorji bolnišnic. Zdaj, kaj se je spremenilo v tem času? Jaz bi raje še vprašala, odgovorila na vprašanje, kaj se je zgodilo v 4 letih. Glejte, to isto zadevo preiskuje Nacionalni preiskovalni urad in specializirano državno tožilstvo že od novembra 2013. Isto zadevo, kar mi v bistvu v letu dni, pa še to ne. In od novembra 2013 do decembra 2015, to je tudi zadnjič gospod Majhenič, šef NPU-ja, povedal na zaslišanju, so preiskovali nepravilnosti pri nabavi žilnih opornic, ugotovili določene odklone od javnih razpisov, vendar zaključili, da je v bistvu zadevo zaključili. Brez uvad, brez vsega. To so potem predali na specializirano državno tožilstvo, in
tožilec se je v bistvu potem odločil v letu 2016, da zadevo se ne zaključi, ampak se raziskuje naprej. Jaz mislim, da tudi javno sem to izrazila mnenje, da če naše parlamentarne preiskovalne komisije ne bi bilo, bi bil ta primer zaključen. Strani NPU-ja in specializiranega državnega tožilstva, tako pa zdaj naprej v bistvu preiskujejo. Kaj je bilo ugotovljeno? Pri nas javno na NPU-ju pa v bistvu je gospod Majhenič zadnjič potrdil odkloni od javnih naročil, pomeni, da so bolnišnice nabavljale po previsokih cenah glede na tuja tržišča, to je prvo, kar so potrdili in zdravniki in nabavniki, da so bile v tujini veliko nižje cene kot pri nas, žilnih opornic, istih, da se je nabavljalo torej preko javnih naročil, recimo pogodba je bila sklenjena, ne vem, za 500 komadov, nabavili so jih 1700, torej so šli tudi čez proračun javnega naročila. To se je gotovilo, to so javno pričo priznali, da so to delali. Nabavljali so tudi žilne opornice, kljub temu, da so jih nabavljali preko javnega razpisa, so jih hkrati nabavljali tudi preko naročilnic. Zdaj pa preko naročilnic lahko človek nabavi oziroma neko podjetje do neke meje po zakonu, recimo do 20 000. Tukaj so se nabavljale žilne opornice, kateri skupni znesek naročilnice bo 160 000. Tako da, in pa favoriziranje določenih multinacionalk in pa dobaviteljev. Ti odkloni so se dogajali samo pri enem oziroma 2 dobaviteljih, pri ostalih ne. Tako da, v bistvu zdaj priče same to potrjujejo, kar je bilo samo hipotetično, in zdaj v aprilu, maju nadaljujemo ponovni krog zaslišanj, tako da bi nekako do sredine tega leta potem naredili, oziroma, do junija naredili vmesno poročilo teh zaslišanj, potem pa seveda naprej. In kaj bodo pravzaprav ta zaslišanja prinesla? Pravim, ta zaslišanja so prinesla že priznanje oziroma priče so povedale, torej, da ja, kršili smo zakon o javnem naročilu, ja, kupovali smo po višjih cenah, lahko bi kupovali po nižjih, pa smo po višjih, potem eden izmed zdravnikov je izjavil celo, da so prepakirali stente, to pomeni, da so v škatle, kjer je pisal recimo novejši stent, pakirali noter slabše stente. Kdo je to delal, je odgovoril, da to delala multinacionalka. Torej, zadeve se odkrivajo nove in nove, zdaj seveda to bi moral odkriti že NPU, Nacionalni preiskovalni urad. Do teh zaključkov bi moral priti v 4 letih, mi smo do tega prišli v pol leta. Razumem, ampak vendarle, kaj se bo potem s temi podatki zgodilo? Ja, zdaj mi bomo torej do konca maja, junija še verjetno imeli zaslišanja prič. Torej, da v bistvu vse, ki so bili vpleteni v te zadeve, izprašamo, dobimo njihova pričanja, priznanja, kakorkoli, v glavnem vse, kar se nam zdi pomembno. Potem se naredi pa poročilo teh zaslišanj. V poročilu teh zaslišanj je pač potrebno ne vem, če jaz postavim hipotetično, da se je v Sloveniji kupovalo po višjih cenah kot na evropskem trgu in je bilo zato favorizirano neko podjetje, da je se zato ukoristil mogoče kakšen zdravnik ali nabavnik ali kdorkoli, potem se pač to v poročilu napiše in možnosti so seveda potem tudi ovadb naprej. Tako da je odvisno vse zdaj še od nadaljnih pričanj, od vsega tega, tako da nek zaključek potem naredimo iz tega ven. Ni to, kar da bomo zdaj sam zaslišali, imeli, da bojo ljudje slišali, treba je seveda zaključke ven potegnati. To je namen. Rekli ste ogromno materijala po eni strani, po drugi strani ste recimo te stvari že odprej poznali, žilne opornice, stente, kaj se uporablja, kako se uporablja. Recimo ste bili tukaj doma vešči tega? Ne. Jaz moram povedati, da ne. Jaz sem anonimko, zelo obsežno anonimko na to temo, ki je bila tudi objavljena v medijih leta 2013-2014. Ti podatki so bili že objavljeni že pred časom, ne samo v Tarči, kot je bilo zdaj predstavljeno. Dobila v roke in nisem vedela niti, kaj so žilne opornice, stenti, žilne opornice, to je eno in isto. In sem pač šla na internet in preverjala zadeve, se učila, brala angleške zadeve, te raziskave, gledala video posnetke, kako to izgleda, in v bistvu sem se učila o tem do nekje celo poletje, do septembra, hkrati gradivo pregledovala in se učila o tem, kaj so stenti. Tako da moram reči, da to je bilo področje, ki sploh ni bilo moje, nikoli nisem vedela. Zdaj
Zdaj kolegi se že smejijo in pravijo, da na koncu preiskovalke mi bodo dali specializacijo za žilne opornice, da še samo operiram lahko. Mislim, to malo šalim, ampak če želiš delati nekaj, ne? Če želiš raziskovati korupcijo na področju žilnih opornic, potem moraš vedeti, kaj žilna opornica je. Moraš vedeti, katere vrste žilnih opornic poznamo. Ne? To je isto, kot če bi govoril, ne vem, da je eni jabke preprodajo po višjih cenah, moraš tudi vedeti, katere jabke, ne? Da niso vse iste. Čeprav to ni primerjava, ampak hočem povedati, da moraš poznati materijo, če želiš raziskovati. Če ostaneva še na tem področju zdravstva, ste se ukvarjali tudi z problematiko čakalnih dob? Ja, v bistvu je to vse nekako povezano. Ne? V zdravstvu vse v Sloveniji preprečuje material. To je bilo že večkrat povedano. Mi recimo na evropske trge preplačamo določene recimo žilne opornice 5-krat, kolke 5-krat, ne. Ta denar, ki ga damo za material, ki ga preplačamo, ker bi lahko kupovali po nižjih cenah, pa ne govorim s tem, da če ceno znižamo, da slabši material dobimo, ne. Ker recimo, ne vem, en kolk v Nemčiji stane, bom rekla, 1000 evrov, pri nas 2500, isti, govorimo o istih stvareh, ne. Torej, ne govorimo zdaj nižja cena, slabši material, sploh ne. Isti material po nižji ceni, ker se da, evropsko tržišče to kaže. No in ta denar, ki izginja v materialu, ne, je denar, ki bi se lahko namenil za programe oziroma za skrajševanje čakalnih dob, ne. In ja, ukvarjala sem se tudi s tem, oziroma se tudi v Slovenski demokratski stranki s tem ukvarjamo, dali smo tudi priporočila, kako skrajšati čakalne dobe ministrici, kaj je potrebno takoj narediti, spremeniti sistem plačevanja programov oziroma storitev, ker ko bodo plačane tiste storitve, ki so upravljene, bo drugače, zdaj se ne plačuje tako, ne. In nekateri zdravniki pravijo, da se čakalne dobe v Sloveniji delajo umetno, marsikdo tudi zato, da ljudje, bolniki pač gredo potem v samoplačniške ambulante. No, ampak vendarle recimo tudi izkušnje, ki smo jih imeli z različnih novinarskih konferenc, pravijo, da so recimo ti nacionalni programi, ki so nekako poskušali spodbuditi skrajšanje čakalnih dob, da so rodili neke sadove, da so pa recimo konkretno, se spomnim, Splošna bolnišnica Celje veliko sami naredili na tem. Glejte, nacionalni program za skrajšanje čakalnih dob lansko leto 7,9 milijona evrov. Ministrica meni osebno na moje poslansko vprašanje še ni odgovorila, kam je ta denar šel. Kdo je ta denar porabil in katere čakalne dobe so se skrajšale. Ker če vi gledate danes statistične podatke Nacionalnega inštituta za javno zdravje, so se čakalne dobe v tem mesecu, oziroma konec meseca januarja oziroma februarja, spet povišale. Glede na prejšnji mesec, nenehno se zvišuje tisti, ki čakajo na prvi pregled, specialistični pregled oziroma drugače. Nenehno se povečujejo. In jaz ministrico mislim, da sem zdaj že v tem obdobju 3-krat postavila poslansko vprašanje in odgovori so nemogoči. Sploh ni odgovora konkretnega, ne? Kje so se čakalne dobe skrajšale? In zdaj ta denar 7,9 milijonov, pa letos bo šlo, ne vem, tudi nekaj čez 10 milijonov, ne? Za skrajševanje čakalnih dob gre za zavarovalnice, seveda. Bo šlo določenim bolnišnicam brez javnega razpisa, brez konkretnih, bom rekla, ne vem, kdo bo to delal, koliko bo delal. Delale se bojo nadure. Zdravniki bojo delali nadure, ne? Ali bo to plačano tako, kot je potrebno? Ali imamo material za to? Ali, v glavnem, toliko vprašanj odprtih in če ste pa gledali zdaj tudi, mislim, da je bilo tudi v medijih, da UKC Ljubljana je dobil določen denar za skrajševanje čakalnih dob, vendar ni izpolnil plana. Recimo 3/4 plana je izpolnjenega, ostalo ne. In se zgovarjajo spet, ne vem, na ne vem kaj, ampak denar je pa šel v UKC Ljubljana. Kje pa je potem tisti denar, tista četrtina se potem ni porabila za skrajševanje čakalnih dob, ne. Teda, jaz mislim, da delno ta denar, ki ga damo za skrajševanje čakalnih dob, oziroma ga dajo ljudje preko zavarovalnice, lahko vpliva na skrajšanje čakalnih dob. Vendar pa nič ne pomaga, če ni celotni sistem zdravstva v Sloveniji urejen tako, kot bi moral biti. Ker kar naprej dajati denar nič ne pomaga, če ti nenehno od zadnjih pa ponovno nastajajo ti zamaški, ne. Jaz sem to primerjala z zastoji na Karavankah, ne. Ti lahko v Jesenicah, da nimaš zastoja v tunelu, v Jesenicah preusmeriš promet, ne? Ampak to je začasna rešitev, ker čez
naslednji dan boš spet imel čakalno dobo, ne? Če ne urediš tistega sistema tunela tako, da bo to pretočno. In niso pri čakalnih dobah. Nič ne pomaga, če ti daš določen denar, potem pa hkrati pa sistema ne urediš, ne ve, kdo pije in kdo plača v našem zdravstvu. Bo te zadeve po vaše zdaj vendarle uredil nov zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, predlagana reforma zdravstvenega sistema, vendarle se zdaj nekaj dogaja, ne? To ni reforma zdravstva. To definitivno ni reforma zdravstva. Reforma zdravstva bi pomenila, da ministrice pripravi vse ključne zakone, ki so seveda povezani. Ne samo zakon o zdravstvenem varstvu in zavarovanju. Tukaj, pri tem zakonu, pa ne gre za zakon, ki bi, bom rekla, ki bo skrajšal čakalne dobe, ki bo uredil kvaliteto zdravstvenega sistema, kvalitetno delo v bolnišnicah, ki bo rešil vse kadrovske zadeve oziroma vodstvene zadeve v bolnišnicah, da bo to boljša vodstva, da bo imela večjo avtonomijo, da bo delala kot gospodarske družbe, gospodarno z denarjem. Ne. Tukaj gre samo za to, kje pobrati še več denarja od ljudi. Ker ministrica pravi, pa ne samo ministrica, vsi vemo, denarja v zdravstvu je premalo. Vendar. Zdaj se bi naj pobralo več denarja, ampak gledajte, košarica pravic pa ostaja ista. Za isto stvar bomo zdaj plačevali več. Ni vsebinskih premikov in zato to ni reforma. Temu jaz pravim bolj davčna reforma. Ministrica gleda samo, kje bo pobrala denar. Zdaj bo obdavčila tudi pokojnine, pokojninske rente, bo obdavčila tudi dividende, bo obdavčila, ne vem, če boste prodali nepremičnino, vam bo še to obdavčila. Torej, iz vseh prihodkov, pasivnih, aktivnih, boste plačevali zdravstveno zavarovanje. Kaj bo pa drugače v bolnišnicah? A boste prišli še vedno na mesto, ker imate na napotnici napisano 3 mesece, boste prišli v 3 mesecih na vrsto. Noben to ne garantira. Tu gre samo, da bomo denar zdaj pobirali vse posod še več in naredili monopol zavarovalnice, ne bomo pa vsebinsko reševali zadev. In to ni reforma. No, dejstvo je, recimo, ne, da je zdravstvena reforma eden bolj subtilnih, pravzaprav problematičnih stvari in da smo tukaj tudi ljudje bolj občutljivi, da več zahtevamo tudi pravic, tudi vsega, ne? Ravno zato pravim, da to ni zdravstvena reforma. Tako kot ste rekli, ljudje so občutljivi na zdravstvo, v zdravstvu, ne? Jaz sama, mislim, se vsi vemo, recimo, ne vem, če imaš, tako kot pravim, na napotnici napisano 3 mesece, pričakuješ, da boš v 3 mesecih prišel na specialistični pregled, na vrsto, ampak ne prideš. Prideš v 2 letih, recimo, prideš pol leta. Torej, hkrati pa vsak pravi, ne, gledajte, jaz plačujem obvezno zdravstveno pa dodatno. Kaj jaz za to dobim? Kdaj kdo reče, ne? Kakšne so moje pravice? In enkrat je treba ljudem povedati, oziroma, ja, plačate toliko, zato je ta pravica pri nas, pa se te pravice kar nekako širijo, ne? Denarja je pa vedno manj. In ljudje pač ne dobijo tisto, kar pričakujejo, kar je normalno. Seveda, če ti plačuješ v zdravstveni sistem, pričakuješ kakovostno, seveda tudi hitro, kolikor se da, zdravstveno oskrbo, ne? In pričakuješ enako obravnavo za vse. Kar jaz mislim, da se v slovenskem zdravstvenem sistemu ne dogaja. In hkrati se pa pri nas dogaja tudi to, da na račun tega, ker je javno zdravstvo tako kaotično urejeno oziroma neurejeno, da na ta račun pa služijo zdaj samo plačniške ambulante oziroma zasebniki. Ker ljudje enostavno pravijo, jaz ne morem čakati, moje bolečine recimo so neznosne, prišel bom na vrsto šele čez pol leta, bom šel pa zasebniku. In to je problem. Na ta račun se zdaj bogatijo zasebniki, kar se jaz s tem seveda ne strinjam. No, ampak vendarle, recimo, tukaj omenili ste kvaliteto zdravstvenega varstva. Tukaj vendarle po izkušnjah mislim, da kvaliteta vsaj strani zdravstvenega osebja, da je pravzaprav v večini nesporna, no? Ja, tu je treba nekaj ločiti, kar mogoče jaz premalkrat poudarim. Mi imamo zelo dobre strokovnjake, zelo dobre zdravnike, družinske zdravnike. Jaz moram reči, da nimam slabih izkušenj z zdravniki kot osebjem, daleč od tega. Ampak gledajte, vsi družinski zdravniki opozarjajo, da so izgoreli, v bistvu, da imajo preveč pacientov, da se do pacienta ne morejo posvetiti več kot ne vem koliko minut, ne, imajo celo izračunano. In jaz se strinjam z njimi.
Zdravniki bi radi delali še bolj kakovostno, z večjo pač kvaliteto, radi bi se posvečali bolnikom, ampak enostavno ne morejo. In zato včasih tudi doživimo pri zdravniku, ki pravi, kdo je bil aroganten, pa me kar tako odslovil, ne. Dajte si predstavljati, ne, če bi bili na njegovem mestu, pa bi morali, ne vem, tako kot je bilo od 8 urah 60 bolnikov obdelati. To ne gre, ne. In ja, naše zdravstveno osebje je, moram reči, mislim, je dobro, zelo dobro, marsikdo, se najde tudi seveda kdo, ki pač odstopa, to je v vsakem poklicu, to ne moramo trditi, ampak jaz pravim, ja, zdravniki so dobri in jaz moram reči, da tudi zelo veliko pripomb na ministrico, na zdravstveni sistem dobim prav od zdravnikov. Prav od zdravnikov, ker si želijo urejeno. Oni bi radi samo delali, ampak ni urejeno, nimajo urejeno, ne vejo. Zdaj, koliko bo operacija, bo ta operacija plačana ali ne, ampak veste, ko pride bolnik, on mora operirati, ne glede na to, ali bo plačano ali ne, če je bolnik pač v takšnem stanju, ne. Tako da ne govorim tukaj o kvaliteti zdravstvenega osebja, ampak govorim o kvaliteti celotnega sistema, zdravstvenega sistema. Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, predsednik zdravniškega sindikata Fides Konrad Kuštrin, sta v petek podpisala sporazum o začasni prekinitvi zdravniške stavke? Ja, zdaj, tu je zadeva takšna. Jaz moram reči, da je ministrica dokaj pogumna, ne? Tudi predsednik vlade, da so podpisali sporazum z zdravniki, torej s Fidesom, ne? Ker to bo sprožilo plas tudi v drugih sindikatih, ne. Ker jaz moram reči, da čist vsebine, ponatanke vsebine sporazuma ne poznam čist v detajle, ampak če je torej sprostitev plačilnega razreda in tako naprej, bo tukaj potem tudi drugi sindikati zahtevali enako, ne. Fides ima možnost oziroma je čisto legalno, da se pogaja, bom rekla, izven vsega sindikata, ne, torej ločeno. To legitimnost obstaja. Vendar takšni podpisi, jaz moram reči, da če bi bila naša vlada, bi zdaj že sprožili zelo, zelo veliko nelagodja in kolikor slišim, je torej tudi že v učiteljskih vodah in drugih javnem sektorju se postavlja vprašanje, kaj pa mi, ne? Kaj pa naše plače, višanje plač, urejenost sistema in tako naprej. Zdaj, zakaj je šlo tu do tega podpisa, so različne špekulacije, no, ampak od teh ne bi. Jaz upam, da bo ta sporazum pač prinesel tisto zdravnikom, kar želijo, oziroma da bo ministrica sploh izpolnila ta sporazum. Se pa bojim torej, da to pomeni plas tudi drugje. Res je, da predsednik vlade pravi, da smo v gospodarskem vzponu, da je blaginja, da je vedno več denarja, ampak potem dajmo sprostiti ZUJF, ne. ZUJF, ki je tako osovražen cel čas, pa ga ta vlada še vedno drži, ne. Torej, ni tako slab ta varčevalni zakon, naša vlada 2012 ga je sprejela, imela ga je potem tudi gospod Bratušek, ga ni ukinala, tudi Cerar ga ne ukine, ne. Torej, ZUJF drži, hkrati se pa podpisujejo takšni sporazumi. Pa če se zdaj mogoče od zdravstva malo premaknemo naprej, recimo v prejšnji finančni perspektivi je bilo zelo uspešno, vsaj tako smo recimo lahko novinarji tudi spremljali, ne vem, župane, njihovo zadovoljstvo glede črpanja evropskih sredstev. Zdaj nekako slišimo, da je pravzaprav ta finančna perspektiva katastrofa, tako za občine kot za nekako celotno Slovenijo. Ja, Slovenija je tu zelo veliko zamudila, ne. Ni bilo nekih usmeritev, ni se vedlo, katere so tiste prioritete, ki bi jih vlada dala v Evropsko unijo, da bi se sprejemali pač, oziroma ta kohezijska sredstva in tako naprej. Zamudila zelo, zelo veliko in to se kaže tudi danes, da je črpanje evropskih sredstev na minimumu. Jaz sama, če gledam razpise, ki se mi jih nekoč recimo skozi evropska sredstva se prijavljala, da teh razpisov sploh ni. Obljublja se recimo na šolstvu, so se ta evropska sredstva obljubljala od začetka leta 2015, pa še danes jih ni, ne, čeprav vemo, da bi morala že biti. In Slovenija tudi z vsemi birokratskimi ovirami tudi zavira črpanje teh sredstev. In župani pravijo, ne, tako ste dejali, da vlada enostavno nima nekega plana, načrta, kako ta sredstva porabiti, čeprav Evropa v bistvu skoraj da sili, ne, da porabimo ta sredstva oziroma da jih črpamo, ker če jih ne bomo počrpali, potem bomo v naslednji perspektivi toliko manj, ne.
Tako da jaz ne vem, no, kaj se tu čaka, zakaj. Zdaj neki razpisi, kot sem slišala, so, vendar občine pravijo, no, na infrastrukturi da niti ni, ne. Tako da je zelo malo in da predvsem se bo to poznalo na lokalni ravni, ne, kar ne bo. Govorite, rekli ste, Slovenija počrpa premalo. Kdo pa je pravzaprav tisti, ki bi lahko nekako potisnil to zadevo naprej, da bi se lahko več počrpalo, ne? Ja, to je vlada Republike Slovenije, ne. Zdaj pač v Evropski uniji je določen denar, ki je razdeljen, se točno, mislim, se ve, koliko denarja naj bi šlo, vendar moraš ti Evropski uniji predstaviti svoje plane oziroma projekte, s katerimi boš črpal, ne. In seveda je to na vladi, ne. Mi imamo službo Vlade Republike Slovenije za kohezijska sredstva, ampak zato jo imamo, ne. In vlada je tista, ki sproža to, sprejmejo se pa sklepi na vladi in potem dajo v potrditev oziroma v črpanje evropskih sredstev. Torej, jaz mislim, da tu nimamo dobrih služb in da vlada kot takšna ni naredila tistega, kar bi morala, da bi se začela evropska sredstva črpati normalno, tako kot bi se morala, no. Pa se da, recimo, kaj vem, da ste tudi na državnem zboru nekako predlagali, rekli se tukaj vendarle, ta sredstva bi se morala začeti črpati leta 2014. Ja, glejte, se to vam govorim, da že od leta 2014, že takrat, ko sem še bila sama na Ljudski univerzi, pa ko sem še poznala občinske zadeve, da smo kar čakali, ne, na ta denar, ampak ni prišlo z strani vlade tega. In tudi ja, v državnem zboru, glejte, opozicija, marsikaj, mi smo nazadnje zdaj sklicali sejo, ne, oziroma točko na seji državnega zbora o črpanju evropskih sredstev, predlagamo, damo predloge, sklepe vladi, kaj naj naredi, torej naj začne črpati, naj da predloge, naj birokratske ovire odpravi in tako naprej, ampak glejte, vse, kar opozicija predlaga v državnem zboru, je večinoma zavrnjeno. Jaz tega, moram reči, da ta del mojega dela v državnem zboru sem najbolj razočarana. Torej, nad predlogi, ki jih da opozicija, recimo doživimo strani koalicije, ja, imate prav, se strinjamo z vašimi predlogi, vendar za njih ne bomo glasovali, ne. Tu ni nobenega argumenta. Jaz mislim, da bi morala koalicija in opozicija v takšnih primerih, ko gre v bistvu za državo oziroma za sredstva, ki se črpajo iz Evropske unije ali katerakoli druga zadeva, ki je dobra za državljane, bi morala koalicija včasih poslušati tudi opozicijo in da bi sprejeli pač sklepe, priporočila, ki so takšna, da vladi in ministrstvu nalagajo določeno zadevo, da jo sproducira hitreje oziroma da kakšno zadevo drugače naredi. Tukaj v državnem zboru pač koalicija na polno, če lahko tako rečem, brani vlado in ni kritična do nje, no, kar bi v takšnih primerih morala biti. Mogoče samo medklic našim gledalkam oziroma gledalcem, če imate za gospod poslanko Jelko Godec kakšno vprašanje, lahko tudi pokličete v naš studio 03897 077 je telefonska številka in verjamem, da bo gospa Godec odgovorila ali povedala ali napotila mogoče, če boste kaj konkretnega vprašali. Mogoče ste malo prahu dvignili z načinom, ko ste govorili o predlogu zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Se vam zdi? Ja, glejte, zakaj pa, mislim, zdaj bo to se slišalo, ampak zakaj ne? Čem je problem, ne? Vsakega državljana lahko policija ustavi in ga testira na alkohol, ne vem, na kjer zadeve in tudi zakaj ne bi funkcionarji se testirali na droge in na te zadeve. Je že res, da, mislim, nekateri govorijo, da gre za zasebnost, ne, vsakega posameznika, ampak ko si ti na javni funkciji, ne, ljudje marsikaj vedo o tebi, kar mogoče ne bi, ampak to so pa stvari, ki jaz mislim, da poslanci ne bi smeli imeti s tem problemom, no, s temi testiranji. Tako da, mislim, argumenti proti so bili, se mi zdi, dokaj smešni, no. Torej, da to je varovanje zasebnosti, da ljudi to ne briga. Jaz mislim, da ni nobenega problema. Če nimaš problema s tem, tudi nimaš problema s takšnim zakonom, no. Izvolitev 4 ustavnih sodnikov je pravzaprav ena takšnih zadev, ki je bila dovolj zanimivo sklepčna oziroma da so se potrdili kar z veliko glasovi razen enega.
Ja, doktor Jaklič je dobil najmanj glasov, ne. Jaz sem vesela, da je dobil dovolj glasov. Razočarana, ker je dobil najmanj glasov. Pa bom rekla, njegov, že sam, če so ljudje gledali njegov govor v Državnem zboru ob izvolitvi, je bil, nimam besed, no, mislim, fantastičen in res tisti domoljuben in je napovedal njegovo neomajni boj za človekove pravice in za pravice vseh državljanov po ustavi. In da ustava izhaja iz ljudi, kar je res, mislim, kar je jasno in to bi moral vedeti vsak. Ja, pri ustavnih sodnikih predsednik države, gospod Pahor, ima to srečo ali nesrečo ali kakorkoli, kar je pa v mojem malo tako, no, da v tem svojem mandatu oziroma tudi v mandatu tega Državnega zbora, da se voli predsednika Vrhovnega sodišča, ustavne sodnike, državnega tožilca, torej kar veliko takšnih funkcij, ki so, bom rekla, politična odločitev v Državnem zboru, ne. Za ustavne sodnike, jaz moram reči, da je za mene velika čast, da sem lahko volila za ustavne sodnike, ne samo te 4, ne, že prej 2, torej v tem času se bo menjala večina ustavnih sodnikov. Dokaj enotno, no, glasovanje. Jaz sem upala, da bo tako, čeprav do konca v bistvu ne veš, kakšno bo glasovanje, ker je bilo tajno. In upala torej tudi, da bo izvoljen doktor Jaklič, ker je dokaz, da mogoče Slovenija je končno dobila tisto neko moč v boju za človekove pravice, kajti na naših sodiščih se veliko preveč kršijo človekove pravice, vedno več je znanih primerov, ko so se kršile človekove pravice, tudi imena sodnikov, in dosti je potem obravnav slovenskih državljanov na Evropskem sodišču za človekove pravice in mislim, da zdaj že 2 leti zapored smo dobili najnižjo oceno na tem, ne. In dostikrat mora ustavno sodišče odločati in je nekako postal zelo pomembni faktor v državi ustavno sodišče, ne, tudi pri zavrnitvi referendumov, recimo, razpisov referendumov in tako naprej. Tako da, jaz upam, da bodo vsi izvoljeni ustavni sodniki delovali torej po zaprisegi, ki so jo dali v Državnem zboru, upoštevali Ustavo Republike Slovenije in seveda, bom rekla, delali po svoji vesti oziroma strokovno. Je pa zanimivo, no, za nekoga, ki te stvari manj pozna, za laika, da razen, tako kot ste rekli, doktorja Jakliča, da so pa vsi dobili kar zelo veliko število glasov, ostali 3. Ja, glejte, tudi razmerje v Državnem zboru je takšno, da je dvotretjinska večina v bistvu, bom rekla, če lahko tako rečem, na levi strani, no. To pomeni, da velika koalicija, to so koalicija SMC-ja, Desusa, SD-ja, tudi Združene levice, ko je potrebno, in pa tudi nepovezanih poslancev predstavlja dvotretjinsko večino, ne. Da SDS in Nova Slovenija predstavljamo, to je 19 plus 5 glasov, 24 glasov, ne. Potem vam tudi to glasovanje v bistvu pove vse, ne. Torej, da je z veliko muko doktor Jaklič dobil teh 57 glasov, dočim si mislim, da čez 60 oziroma 75, ne. To vam govori o premoči pač, bom rekla, dela koalicije. Ampak nenazadnje zdaj so izvoljeni, no. Zdaj so enaki, ne. Bo pa ostal ta grenek priokus, ja. Recimo v zadnjem času od vseh teh glasovanj, a ne, kaj vam je bilo mogoče najtežje, kaj vam je bilo najbolj problematično, kar se glasovanja tiče? Jaz moram reči, da v tem času, kar sem v Državnem zboru, nisem imela nikoli nekega problema z glasovanjem, no. Da bi bil kakšen zakon, v katerem bi dvomila ali pa ne vem, mislim, da zdaj, no, zaenkrat ni bilo nobene stvari, ki bi glasovala ali pa da bi morala glasovati drugače, kot mislim.
Tega tudi v naši poslanski skupini ni. V bistvu, če se nekdo odloči, da ne bo glasoval v določenem zakonu, ker ima tehne argumente, ne nekdo, ali pač vsak izrazi svoje mnenje, se o tem pogovorimo, večinoma glasujemo enotno, oziroma tudi že v sami poslanski skupini je enotno mnenje in potem ni nobenega problema. Če pa kdo pač ne želi glasovati, no, ali pa se mu zdi, da bi glasoval drugače, pa tudi ni nobenega problema in mi je prav hecno, zakaj ljudje potem rečejo, joj, ta je pa glasoval drugače kot celotna skupina. Sej, ne, zakaj ne? Tako da jaz pravim, v tem delu zaenkrat nisem imela pri nobenem zakonu ali pa recimo pri teh kadrovskih zadevah problema glasovati. Res je, da ne poznaš vsakega zakona, ne? Da se, če se ne ukvarjaš z zakonom, ne vem, kar je recimo na notranjih zadevah ali zunanjih, imamo zato pa vsak poslanec zadolžen za nek zakon in ko ti predstavi kolega argumente za, proti in pove tudi, zakaj glasovati tako, potem sprejmeš to oziroma poskušaš razumeti in glasuješ nekako tako, kakor je pač predlagano oziroma sklenjeno na poslanski skupini. Tudi sama recimo imam, ko sem zadolžena za kakšen zakon, pač predlagam kakšno glasovanje in mislim, da do zdaj, no, vsaj kar se mene tiče, jaz nisem imela problemov. Zadnji, se mi zdi, ali pa eden zadnjih zakonov, za katerega niste glasovali, oziroma niste glasovali za sprejetje, je bil novi družinski zakonik? Ja, tukaj sem bila proti. Jaz sem sama bila namreč tudi zadolžena za zakon o zakonski zvezi, prejšnji tisti, ki je bil na referendumu zdaj mi že grejo hitro leta, ampak in sem bila strogo proti pač tem tezam, ki jih zagovarja sedanja ministrica oziroma sedanja vlada oziroma ministrica Anja Kopač Mrak, ki nekako želi razvrednoti družino kot tisto družino mama, oče in otrok, oziroma da družina temelji na zakonski zvezi. V ustavi piše, da družina ima posebno varstvo države, oziroma država mora ustvariti posebne pogoje, torej varovati pogoje očetovstva, materinstva, ne, za dobro otroka. To ta koalicija nenehno želi zaobiti in je tudi zaobšla s tem novim družinskim zakonikom. Takšen družinski zakonik oziroma malo trši oblike, če tako rečem, je bil že dvakrat izglasovan na referendumu proti. In zadnji referendum, ki je bil proti takšnim razvrednotenju družine, posvojitev istospolnih partnerjev, je bil izglasovan s kvorumom. Torej več kot 340 tisoč ljudi je glasovalo proti. Ne, mi smo vedeli, da referendum bo uspel, vendar ali bo dosežen kvorum, kar je bil. In to je bil velik uspeh. V bistvu ljudje so povedali svoje. Ampak v koaliciji so poskušali na vse načine doseči torej izenačitev istospolnih skupnosti z raznospolnimi, kar moram reči, da jaz v bistvu nimam nobenega problema s tem. Problem pa imam, oziroma imamo vrednote torej družine in pa vzgoje otrok. Torej, jaz sama zagovarjam, da otrok rabi očeta in mater. In se pač ne strinjam s tem in so takoj to nikjer ni zapisano, ne? To bova rekli, je mogoče malo špekulacija. Ni konkretno zapisano. Ja. Ker pa če vi berete cel zakon in ga povežete z zakonom o partnerski skupnosti, ki so ga vložili takoj po padcu referenduma. Ja. Ko je referendum 20. decembra bil izglasovan, torej ko se na referendumu vedeli, da je ponovno padel družinski zakonik oziroma zakon o zakonski zvezi, ker je pisalo, da se lahko dve osebi, tam smo govorili o dveh osebah, ne, poročita, je takoj koalicijski partner, gospod Jani Möderndorfer, vložil zakon o partnerski zvezi, ker izenačuje partnersko zvezo z zakonsko zvezo raznospolnih partnerjev. Takoj. In ta zakon je bil sprejet. In zdaj imamo izenačitev. V redu. Zdaj imamo pa družinski zakonik, kjer pa v družinskem zakoniku ne piše konkretno, da lahko gre za posvojitev. Ne? V zakonu o partnerski zvezi piše, da dva ne moreta skupaj posvojiti otroka, ne? V družinskem zakoniku pa lahko piše, da lahko vsak posebej posvojita. Skupaj ne, lahko pa vsak za sebe. In če preberete družinski zakonik v celoti,
Potem boste videli čez nekaj časa, da so zadeve lepo pokrite. Ne piše pa konkretno, ne? Ampak je treba vse člene prebrati tudi do tistega 230. člena, ne samo prvih nekaj členov. Tako da tu zadeve zaobide, ampak če imate pač koalicijo, kjer je 60 glasov, potem težko se boriš proti temu, ne? Je kaj bolj veder oziroma kaj več recimo v vaših očeh prinesel zakon o dolgotrajni oskrbi? Zakon o dolgotrajni oskrbi ga še nimamo. Ne. Vlada je obljubila Evropski uniji, da bo zakon o dolgotrajni oskrbi sprejet v Sloveniji do septembra 2016. No, zdaj smo v začetku skoraj aprila 2017 in zakona o dolgotrajni oskrbi še nikjer ni. Niti ga ni v normativnem planu vlade. Vlada vsako leto da pač plan za naslednje leto. Ga nimamo. Ta zakon je že bil večkrat napisan in tudi v predalih ministrih stoji. Bil je na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve. Sedaj naj bi po nekih informacijah, mislim, da kar 100% držijo, priprava tega zakona bila predstavljena na Ministrstvo za zdravje. Zdaj pa gledajte, Ministrstvo za zdravje ni sposobno niti zdravstvene reforme dobro narediti. Je pa res, da ta zakon o dolgotrajni oskrbi povezan tudi z zdravstveno reformo, ne? Ker tam bo potrebno dodaten denar za dolgotrajno oskrbo in dokler ministrica za zdravje ne bo uredila zdravstvene blagajne oziroma zdravstvenega sistema, potem tudi zakon o dolgotrajni oskrbi ne bomo imeli. In ga še nekaj časa ne bomo imeli. Torej najprej je treba, ker tam denar je povezan z to zdravstveno blagajno, pokojninsko zdravstveno blagajno in je potrebno te zadeve urediti. Hkrati pa opažam tudi na odborih, da se v tem zakonu ne pogovarjajo ministrstva med sabo, ne Ministrstvo za socialo, ne Ministrstvo za zdravstvo, ne Ministrstvo za finance, ne. Da vsak za sebe nekako dela, je za vsako, ko postavim poslansko vprašanje, ne. Mi smo celo že imeli sejo na to temo dolgotrajne oskrbe. Ampak ta seja, moram vam povedati, je bila zelo zanimiva, ne. Bilo je naslov seje, točka seje, obravnava zakona o dolgotrajni oskrbi. To je bilo, mislim, da nekje konec leta 2015, začetku 2016. Poslanci smo prišli brez gradiva na sejo. Obravnaval pa se je zakon o dolgotrajni oskrbi. In a veste, ko mi poslanci sedimo na eni strani, na drugi strani vabljeni iz ministrstva, iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje in tako naprej. In ta zakon naj bi v obravnavo ali predlog dal Zveza društva upokojencev Slovenije, ZDUS, ne. In jaz kot poslanka gledam na drugo stran mize in vidim, ministrica ima predlog zakona v rokah, potem ima šef zdravstvene zavarovalnice, pa ZDUS, vsi so imeli zakon, samo poslanci ga nismo imeli, ne. In potem sem pač vprašala predsednika odbora, kateri zakon obravnavamo. Če obravnavamo zakon o dolgotrajni oskrbi, prosim, če nam ga dajo na mizo. Ker glede na to, da vsi vabljeni imajo zakon, poslanci pa ne, potem nimamo kaj o tem pogovarjati, no. In jaz ne vem, mislim, da je bil predsednik odbora zelo vesel, da je lahko sejo prekinil na mojo pobudo in rekel, ko bomo dobili gradivo, torej zakon o dolgotrajni oskrbi, to sejo nadaljujemo. No, zdaj je leto dni, tega zakona še vedno ni in seja se še vedno ni nadaljevala. Teda se dogajajo zelo čudne zadeve glede tega zakona, no. Kaj pa stališče, mogoče vas osebno, o begunski, migrantski problematiki, o problematiki azilnih domov? Zdaj moram reči najprej, da je zelo tragično gledati pač zadeve, ki se dogajajo v Siriji in v teh vojnih območjih. Da seveda tudi kot mati in žena težko spremljam te zadeve, da vsekakor bi morali zadeve reševati torej na tem kriznem območju najprej. Da pa je pri teh migrantskih valih, kot jih imenujemo, potrebno ločiti, vse kar se zdaj, če pridem pa na evropski del, ločiti med migranti in begunci. Danes v Evropo prihaja vedno več v bistvu ekonomskih migrantov in ne beguncev, ne. Lahko ste spremljali v tistem prvem valu, v bistvu tudi kako so Avstrijci imeli neko sito, kako so preverjali, ali so res ljudje iz Sirije ali so iz drugih območij, ne. Da so prihajali tudi ljudje iz Afganistana ali pa druga generacija iz Iraka in Irana oziroma iz nevojnih območij, ne. In se izdajali za pač ljudi iz Sirije, ne. In Avstrijci recimo so imeli sito, ki so jih pač preverili, če ni bil v bistvu begunec, so jih zavrnili, ne.
Tako da je treba tu zadeve gledati pač v tej smeri. Mi smo v Slovenski demokratski stranki že v tistem prvem valu dali predloge, kako zadeve reševati, da je potrebno Schengen spoštovati, da mi smo pač v Schengenu in je treba te zadeve reševati tako, kot je pač zapisano, da je res, da tu Evropa ni bila enotna, ne? Da je Nemčija oziroma kanclerka Merklova dobesedno vablja te ljudi, zdaj ima nekako probleme s tem, ne? Jaz moram reči, no, še enkrat, treba je ločiti med begunci in migranti. To je prvo, pomagati družinam oziroma tistim, ki so res begunci, mamam, otrokom. Kar se tiče azilnih domov v Sloveniji, pa tako, ne. Jaz sem razočarana nad vlado, ki ljudi o tem ne obvesti prej, ampak jih postavi pred dejstvo, da bo, ne vem, v nekem kraju, sedaj pa azilni dom, kjer bojo nastanjeni, ne vem, pač ti in ti in postavijo tisto okolico pred dejstvo. In zato jaz mislim, da je tudi zelo veliko revolta teh ljudi, kar je pa čisto normalno. Ko govorijo, da pač moramo sprejeti 50,000 novih državljanov, je to za nekatere, v Državnem zboru poslušamo tudi to, da bodo ti ljudje dvigovali slovensko nataliteto. Jaz se s tem ne strinjam, ne. Je pa res, da je treba ljudem pomagati. Tu mislim, da nobeden od nas ni takšen, da bi rekel, da bi zavrnil pomoč, ne. Jaz upam, no, so izjeme, ampak jaz mislim, da ne, ampak vsa ta območja, ki jih zdaj poslušamo, da bi naj bili azilni domovi, ko je revolt državljanov oziroma krajanov, je zato, tudi zato, ker se ne pove naprej, ampak vlada molči, skriva, kje bodo azilni domovi in zato takšen, delno tudi zato takšen velik revolt. In ljudje imajo pravico izraziti svoje mnenje, ne. Tudi na, ne vem, mislim, da je bilo v Črnomlju, ne, da je bil, ne vem, v Velenju ste imeli referendum, oziroma v Črnomlju je bil referendum, ne, na to temo in je bilo izglasovano, da ne želijo azilnega doma, ne. Ampak vlada še vedno vztraja, lokalna skupnost še vedno vztraja in ljudje potem izgubljajo tudi zaupanje in ne vejo, kaj lahko pričakujejo. Seveda jih je pa strah, ne. Gospa Jelka Godec, ob vseh obveznostih, ki jih imate, živite v Šentjurju ali imate stanovanje tudi v Ljubljani poslansko? Ne, stanovanja v Ljubljani nimam, živim doma na Ponikvi, zato ker imam še pač, mislim, imam družino, 3 otroke in najmlajši, mislim, da moram biti doma še vedno, no. To je ena zadeva, druga zadeva pa je, da želim vseeno ohraniti stik z lokalnim okoljem, z problematiko lokalnega prebivalstva in se mi zdi, da če bi ostala v Ljubljani, da bi izgubila ta stik, no. Poslansko pisarno imate v svojem okolju? Poslansko pisarno imam v Šentjurju, ki je odprta vsak prvi delovni ponedeljek v mesecu. Včasih je tudi res, da pač zaradi obveznosti moram v Ljubljano in je pa vedno nekdo v tej poslanski pisarni, če mene recimo takrat ni in me v tem tudi obvesti, potem kolegica Mojca, ki dela z mano v tej pisarni, drugače pa ja, prvi delovni ponedeljek v mesecu, tam, kjer je ta podjetniški inkubator, no, stara občina pravi v Šentjurju. Pa se ljudje prihajajo s težavami? Ja, moram reči, da prihajajo ljudje s težavami, ampak včasih ljudje pričakujejo, da bo poslanec lahko rešil vsak problem, no, da imamo neomejeno moč ali kakorkoli, ali veze in poznanstva, nekateri mislijo, da lahko tudi, ne vem, včasih pride ljudje res z osebnimi problemi, kot so, ne vem, meja med sosedom, ne, na zemlji in dovozne ceste in takšne, ampak to poslanci težko rešujemo oziroma skoraj da ne moramo rešiti, ne. So pa včasih predlogi, no, ki pa v bistvu jih lahko potem vsaj s poslanskim vprašanjem sprožiš, ne, določeno problematiko ali pa za koga postaviš poslansko vprašanje ministru in mu potem odgovor posreduješ in pomagaš pač na tem področju kaj narediti, ne. Tako da neke stvari se dajo, ne pa vse, no, mogoče kdo gre razočaran potem, ker pač ne pomagaš, ker misli, da lahko, ampak jaz poskušam, no, vsakega poslušati in mu kar vsaj svetovati, če že ne morem jaz pomagati, pa svetovati, na koga se naj obrne. In verjamem, da je tudi najina nocojšnja oddaja, pogovor, prispeval k temu, da bodo mogoče ljudje
če že naju niso zdaj vprašali, kaj vas osebno. Zahvaljujem se vam za obisk v studiu in želim vse dobro tudi naprej. Ja, najlepša hvala za povabilo in vabim seveda vse v poslansko pisarno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, vam pa hvala lepa za pozornost in nasvidenje.